Pozdravljeni. Pred prihajajočo veliko nagrado Belgije naj bi pri ekipi Red Bull homologirali čisto novo šasijo. Poglejmo si skupaj, kaj je na stvari. Zgodbo, o kateri bo govora danes, ste lahko zasledili v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. In sam bi rad navedel članek, ki sem ga zasledil na motosport.com, Race Fans, ampak izvorna novica prihaja iz nemških logov. Objavljena je bila na spletnem portalu Automotor und Sport. A vsi so se edini, da pri Red Bullu naj bi homologirali novo šasijo. In najprej je treba razložiti, kaj to pomeni. Homologacija šasije ni nič drugega kot tisti crash test, katerega morajo prestati vse šasije. O tem smo govorili predvsem na začetku vsake sezone. Zakaj je potrebno sredi sezone oziroma po 2/3 ponovno opraviti tak test, ker je na sami šasiji prišlo do bistvenih sprememb. In najprej menim, da bi bilo potrebno nekako definirati, kaj sploh to je šasija. Ne gre za celotni bolid Formule 1, tu imamo maketo Red Bulla RB12, temveč za tisti del, ki sega od prednjega vpetja, pa približno tu do tistega roba vstopnikov bočnih hladilnih rež. In ta del je seveda podvržen crash testom, predvsem zaradi varnosti voznikov, in kolikor ekipe dodobra spremenijo konstrukcijo te enote, je treba testiranje seveda ponovno ponoviti. Kaj naj bi spremenili pri Red Bullu? Ne gre za bistvene spremembe v obliki, temveč za bistveno znižanje mase. Torej bomo težko govorili o Red Bullu RB18B, temveč o bistveno olajšani različici, o kateri se bomo pogovarjali v nadaljevanju. Namreč znižanje mase tega dela je lahko storjeno samo na en način. Namreč na tisti način, da se vgradi bistveno manj materijala. In viri poročajo, naj bi se masa znižala za 7 kg. Na prvi pogled se bo marsikomu zdela ta številka sorazmerno nizka. Namreč v letošnji sezoni je minimalna masa definirana na 798 kg. Na začetku se dobro spomnimo zgodb, namreč prva znamka je bila postavljena na 795 kg, nato so to znamko zvišali za 3 kg. A če tako vzamemo in malce zaokrožimo, pomeni to znižanje mase na celotnem bolidu nekaj manj kot 1%. Po drugi strani, če vzamemo samo šasijo in ocenimo, da je ta nekaj manj kot 100 kg, pomeni znižanje 7 kg, kar velika cifra. Da se bomo bolje razumeli, 7 kg je na primer masa varnostnega loka Halo. A sedaj se lahko začnemo upravičeno spraševati, se Red Bullu pravzaprav splača to zniževanje mase, kajti znano nam je, da pred tem zadnjim delom sezone ima na primer Max Verstappen 80 točk prednosti pred Charlesom Leclercem, prvim zasledovalcem. In znana nam je zgodba iz sezone 1987, ko je Nelson Piquet pravzaprav vozil dovolj počasno, da je dirke še zmeraj zmagoval, namreč na veliki nagradi San Marina si je poškodoval globinski vid in na koncu
pravzaprav le branil svoj položaj. A spomnimo se, da smo pred dnevi govorili o tem, da na veliki nagradi Belgije stopi v veljavo novi pravilnik in seveda nova tehnična direktiva. In tu bi lahko ocenili, da bi se določenim ekipam lahko dvignil čas na krog za 2 do 3 desetinke sekunde. In če vzamemo to dejstvo, nam je tako jasno, da 7 kg na krog v povprečju bi pravzaprav lahko pomenilo tam okrog 2 desetinki sekunde. Torej pri Red Bullu so bili nekako previdni in so takoj nadomestili tisto, kar naj bi lahko izgubili z uvedbo novega sistema merjenja. Po drugi strani to pomeni dodatne stroške, več ur v vetrovniku in seveda glede na omejitev proračuna izjemno visoko tveganje. A o tem se bomo pogovarjali, ko bo sezone konec. Zanimivo je, da pri Red Bullu niso pasivni. Kljub temu, da imajo veliko prednost, nekako skrbijo za to, da bodo obdržali tisto formo, ki so jo kazali v prvih 2 tretjinah sezone. A zanimivo je, kaj bodo storili v Ferrariju. Govora je seveda o novem pogonskem sklopu za Charlesa Leclerca, kjer smo lahko zasledili, da bo seveda dirko, ukolikor bo do te menjave prišlo, začel z dna. In marsikdo se bo sedaj začel spraševati, ali se res splača tak napor, ki smo ga videli pri Red Bullu, kajti glavni nasprotnik bo lahko dirko začel tako zadaj, da jih ne bo ogrožal. Ne smemo pozabiti na Mercedes. Na tisto ekipo, ki je imela v začetku sezone ogromno težav, ampak dvojni V13 izgleda, da prihaja v formo in na veliki nagradi Belgije bi lahko bil presenečen. Sicer ne vemo, ali je prišlo do nove homologacije ali ne, ampak zanimivo bo spremljati, kakšna bo razlika med posameznimi ekipami na prihajajoči veliki nagradi Belgije. Ukolikor bi pri Red Bullu naredili še ta korak naprej, bi lahko razmerje sil vsaj tam na vrhu ostalo nespremenjeno. A zanimivo bo videti, kdo se bo prebil na drugo mesto. A po tej, po mojem mnenju, zanimivi novici bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.